današnji oddaji o živalih in ljudeh bomo spoznali pasmo psov, ki kljub svojemu imenu ne izvirajo iz Kube – havanske bišone. Predstavili bomo delovanje Društva za pomoč konjem in nekaj konjev, ki potrebujejo posvojitelje. Pridružili smo se tudi akciji prenašanja žabic preko ceste. V današnji oddaji bomo predstavili ne tako pogosto pasmo v Sloveniji, havanske bišone. Nekaj o izvoru te pasme pove že ime samo. Havanske bišone pravzaprav izvirajo iz Sredozemlja, so jih prepeljali na Kubo in tam so se razvijali naprej. Najprej so bili mali beli kužki, ki so jih potem križali verjetno s kodri in so postali takšni, kot so danes. O zgodovini bi še povedala to, da so se potem razvijali na Kubi in ko pa je bila tam revolucija, so Kubanci pobegnili v Ameriko. In tam jih je našla ena vzrediteljica in je zbrala 11 havanskih bišonov, dala je oglas, da jih je dobila in vsi današnji havanski bišoni, koliko jih poznamo po Evropi in Ameriki, izvirajo od teh 11 havanskih bišonov, na Kubi so pa izumrli. Najbolj zanimivo pri njih je, da so vseh barv. Od svetle do temne, črni, rjavi, srebrni, vse barve so možne, redko katera pasma ima tako široko paleto barv. Dlaka je dolga od 12 do 18 cm in česanje je potrebno najmanj 2-krat tedensko. Drugače se pa zavozlja in potem so pa velike težave. Za hišne ljubljenčke jih večkrat tudi postrižejo, če jih pa vozite na razstave, potem pa morajo imeti dlako v naravni dolžini. Tehtajo lahko od 3 do 6 ali pa 7 kg, v višino imajo 21 cm pa do 29, tako da je kar razlika med njimi. Recimo naš Roni, to je naš pes, on tehta 7 kg, je med večjimi havanskimi bišoni. Rina, ona, ko je bila pa prva, je pa med manjšimi, tehta 4 kg. So primerni za družine z otroci ali raje ne? Zelo, za otroke imajo radi. Nasplošno, ker so tako prijazni, sploh ni nobenega problema z njimi. Strašno veliko gibanja ne potrebujejo, so pa živahni in imajo zelo radi sprehode, tako da vsaj en sprehod na dan je že zelo primeren za njih. So živahni, veseli in tudi imajo dosti energije, tako da jim to odgovarja. Vi jih imate več, jim bolj ustreza tudi družba, da imajo še kakšnega svojega pripadnika iste pasme? Ja, to je tudi vedno zelo fajn, če je eden, mu je pač dolg čas, ko greš od doma, ko greš v službo. Če sta dva, jih lažje pustiš. Ni težko imeti jih več, zaradi tega, ker se zelo dobro razumejo in se imajo zelo radi. So navezani drug na drugega zelo. Komu bi vi torej priporočili to pasmo? Mi smo do zdaj imeli 2 legli, vsem smo poiskali krasne družine. Jaz si pač želim, da ima takega psa družina, ki ima čas za njega, da ga ne pušča ne vem kako dolgo samega. Moji psi so skozi z mano, koliko smo v službi, takrat spijo. Ko pa pridem, so mi pa za petami skozi, tako da res so navezani na lastnika in je fajn, da je pač čim več z njimi. Društvo je bilo ustanovljeno in deluje z namenom reševanja konj. Mi jih pač rešujemo, skrbujemo in jim iščemo nove domove. Leta 2006 je ustanovila gospa Kruharjova. Letos smo sicer zaradi lažjih operativnih zadev doregistrirali v Velenju še eno društvo. Delujemo pa vsi pod isto streho in pod istim okriljem, s istim namenom. Pomagati pa rešiti te lepe živali. Koliko konjev imate trenutno v oskrbi?
Trenutno ima društvo v skrbi 11 konj, nekaj jih je tu v prehodnih boksih v Velenju, nekaj jih je nastanjenih v Ljubljani in okolici. Moram reči, da smo našli tudi ljudi, ki so bili pripravljeni ponuditi brezplačno oskrbo za konje za čas, ko se rehabilitirajo, in da jih tudi mi lažje najdemo nove domove. Zgodbe teh konj so ponovadi bolj kot ne žalostne. Vsi so imeli za sabo slabe izkušnje, veliko trpljenja, veliko žalosti, veliko trdega dela. Ena izmed možnosti, kako lahko ljudje pomagajo, je posvojitev na daljavo. Kako to deluje? Ja, posvojitev na daljavo je ena najlepših možnosti za ljudi, ki imajo radi te konje, nimajo prostora, imajo zmožnosti in lahko kateremu od teh konjev ponudijo malo boljše življenje tudi v naših prihodnjih boksih. Na posvojitelje pri vas tukaj zdaj čaka več konjev. En je tukaj z nama. Lahko predstavite mogoče njegovo zgodbo? To je naš starček Lafayette, on je star 20 let. Nekoč je bil parkoraš, vrhunski, priden, ima najbolj žalostne učke. Moram reči, da je bil njegov lastnik je dobro skrbel za njega. Je pač prišlo tako v življenju, da pač ni šlo več in se je odločil, da ga podari društvu. Jaz ga imam zelo rada, ker je tak prijeten, miren, pameten konjiček. Bil je zdaj pregledan, vidite, da smo mu delali ultrazvok, vse preiskave, konj je čisto zdrav. Je recimo glede na svojo starost mogoče malce mršav, ampak se tudi kar lepo popravlja, ni nobenega problema z njim. Drugače je pa to eden najbolj pametnih pa kulturnih konjev tu v našem hlevu. Še druge konje morda predstavite, ki čakajo posvojitelje? Ja, zdaj imamo še Bobija. On je 10-letnik križan s kvartarjem. Imel je to nezgodo, da je bil tepen po zadnji nogi ali je imel hud udarec. Ima zelo težko poškodbo noge in ni več primeren za jahanje. Bi bil pa primeren za družbo kakemu drugemu konju ali pa mogoče za okras pri hiši, mogoče samo za popast travnik, za malo božanje, crkljanja pa za veselje. To je ta. Potem je tu še mali Nero. Nero je pač prišel, on je poni, star 8 mesecev. On je prišel s poškodbo, v bistvu bolezni zadnjih nog. Je imel noge čisto popolnoma trde. Moram reči, da nam je veterinar dr. Hren to zelo dobro poštimal in ta mali danes prav z veseljem dirka okrog. Vsem skupaj je lažje, če konj dobi posvojitelja, lahko je eden, lahko jih je več. Je pa to, tako sem rekla, najlepši način za ljudi, ko so jim te živali všeč, ko jih imajo radi, nimajo prostora, nimajo možnosti kje imeti, lahko pa pridejo zmeraj, kadarkoli želijo, lahko ga pridejo obiskati, lahko gre z njim na sprehod, lahko ga pokrtačijo, pocrkljajo. Je pa to tudi en tak užitek za vse tiste, ki konjem pomagajo. Ob koncu današnje oddaje pa smo se pridružili reševalni akciji. Koga rešujemo? Rešujemo dvoživke, ki se spomladi množično iz gozdov pomikajo proti vodnim telesom, ribnikom, jezerom, mlakam, kjer odlagajo jajčica. Zdaj smo pri 3 ribnikih v Mariboru. Koliko žabic pa poberete tukaj? Čisto različno. Na začetku, ko so temperature po noči še nižje, je žabic nekoliko manj, potem ko se temperature že nekoliko dvignejo in je v ozračju ustrezna vlažnost, pa jih prenesemo dnevno tudi čez 100. Ob robu ceste postavimo začasne ograje, ki žabicam preprečujejo direktni dostop na cesto.
Žabice se pomikajo iz gozda proti cesti, ob ograji se potem pomikajo levo in desno, dokler jih mi ne poberemo in varno prenesemo čez cesto. Pri dvoživkah je tako, da je veliko samcev. Samci so manjši od samic, 2-3-krat manjši. Samice sproščajo feromone, spolne hormone, ki jih samci zavohajo in potem sledijo samicam. Ker je samcev v naravi veliko več, samci poskušajo čim prej zagarantirati mesto na samici. Žabe imajo na prednjih nogah 4 prstke, samci imajo prstke na prvih 2 prstkih takšne. Zelo močno držita, zelo močno se držita. Samčki imajo na prvih 2 prstih takšne temne oprijemalne blazinice, ki jim pomagajo, da ne padejo iz samice. Čez kakšen dober mesec pa se akcija ponovi v nasprotni smeri. Ja, res je, akcija se takrat ponovi v nasprotni smeri, ampak ker mi ne vemo, ali so v gozdu še kakšni osebki, ki zaostajajo, ali so na cesti tisti, ki se vračajo v gozd, takrat pač akcijo prekinemo, zato ker ne vemo, v katero smer jih ne nosimo. V bistvu morajo potem nazaj same najti pot. Mi smo pa zelo veliko naredili zaradi tega, ker smo rešili zarod. Pomagajo nam tudi prostovoljci, predvsem zelo pazimo na promet. Udeleženci morajo imeti obvezno odbojne jopiče, drugače pa je priporočljivo, da imajo svoje svetilke, da so primerno oblečeni, ker je ponoči še vedno zelo hladno. Našli ste kar veliko žabic, zakaj prihajate in jim pomagate? Ja, nekako želimo tudi ljudi ozaveščati o tem problemu, ki se pač pojavlja na teh naših cestah, da smo pač s temi cestami dosti prekrižali njihove poti, ne. Živali te so ogrožene in pač same se bojo težko obdržale, ne, in pač moramo nekako pomagati, ne, če se da. Si se letos prvič udeležil te akcije, pa zakaj? Ja, slišal sem že lani, samo prvič sem se pa letos udeležil. Udeležil sem se pa zato, ker me predvsem zanimajo dvoživke in plazilci, pa sem jim tudi želel pomagati, ne, ker s tem rešimo dosti življenj pač. Zdaj si zadovoljen s svojim delom? Si se veliko naučil takole na terenu tudi? Kaj novega spoznal? Ja, veliko me je naučila tudi gospa voditeljica, pa tudi ogromno žab smo prenesli, tako da sem zadovoljen z akcijo. Mi zdaj že vrsto let delamo na področju varstva okolja, ohranjanja narave, kar precej različnih projektov in akcij. In tako smo že lani začeli sodelovati tudi z Društvom za opazovanje dvoživk in plazilcev. In skozi klepet z živalicami, ki jo zdaj že 3. leto izvajamo, smo prišli tudi do tega, da bi radi poklepetali z žabicami. Osveščamo ljudi, prihajajo tudi sicer bolj ob petkih, ker otroci morajo prespati. Žabice pa so šele takrat po konci, ne. Ob petkih prihajajo tudi manjši otroci s svojimi starši in tako osveščamo in otroke in odrasle, pa hkrati nekaj dobrega naredimo. Če kdo opazi še podobno lokacijo, vas lahko tudi obvesti? Ja, lahko nas obvesti. Najdete nas na internetu, tam imamo tudi vse kontakte, tako da res pa je, da je članov društva še dokaj malo, tako da ne moremo biti na vseh lokacijah istočasno, ne. V katerem obdobju pa žabice prehajajo? Zdaj smo tukaj ponoči, je to pravi čas? Tako je, to je pravi čas, ker imajo dvoživke zelo tanko, zelo občutljivo kožo, ki bi se podnevi sušila. Zato se dvoživke podnevi skrivajo na vlažnih prostorih, ponoči ali ob deževnih dneh pa se premikajo proti mrestiščem. Samice mrestijo nekje 10 dni. Tako da prve samice smo prenesli pred nekje 8 dnevi, tako da nam je ostalo samo še par dni. Šel zraven.